Zmerna rast, vlaganje v kadre in znanje ter neprecenjevanje lastnih sposobnosti so prednosti in temelji, na katerih je granit brez večjih pretresov preživel 65 let. Prav gotovo pa nas krasi tudi to, da je večina naših delavcev iz lokalnega okolja in da so preko tega nekako tudi pripadnostno vpeti v naše podjetje. Največ poslov trenutno jih imajo odprtih 26, dobijo na javnih razpisih, kar jim na nek način omogoča preživetje. Danes verjetno ni gradbenega podjetja, ki bi se lahko ponašalo, ali pa jih je zelo malo, ki bi se lahko ponašali z ustvarjenim dobičkom. Tudi mi poslujemo okrog ničle, kar seveda je realna slika panoge, v kateri smo. Zato si želijo čimprejšnjega zagona investicij, brez katerih bo slovenska gradbena operativa, ki še zagotavlja 55.000 delovnih mest, usojena na propad. Že danes pa težko konkurira za večje projekte. Ker ne bo imela referenc. Je za velike projekte obubožena tudi tehnično in tehnološko. Nima kadrov, ki bi bili pripravljeni se spopasti s temi problemi. Nima opreme. To je vse v nekih stečajnih masah in v terjatvah, ki jih imajo banke in podobni. Ob spodbujanju manjših in srednje velikih investicij pa je tako za preživetje granita kot panoge nujno zagotoviti še spoštovanje plačilne discipline in moralnih vrednot. Naša branža je nažalost označena kot koruptivna branža. V naši branži noben dogovor več ne velja. Ker je veriga nespoštovanja dogovorov zaradi finančnih posledic potopila že tretjino gradbincev, za sabo popustila za skoraj 500 milijardo evrov dolgov, v Granitu upajo na čimprejšnjo ureditev trenutnih razmer, ki lahko imajo za to panogo katastrofalne posledice.